Poznamo več različnih tipov kotov in tule si bomo pogledali pač, katere vse poznamo. Tule pripravljene že imam definicije. In sicer, takole, če imamo, jaz bom zdaj kar s prosto roko risala, vi pa lahko z ravnilom. Če imamo en poltrak takole in je tule vrh, ampak da se kot potem kar nadaljuje, naslednji krak se pa kar nadaljuje tako, kot da bi bila premica. Bom jaz zdaj še vseeno malo lepše narisala. Se pravi, če imamo en krak na to stran, tukajle je vrh kota, potem se pa ta krak nadaljuje kar na drugo stran, ne. Tako, potem, zdaj se pa lepše vidi, ne. Dobimo en tak kot, ki mu pravimo iztegnjeni kot. V bistvu dobimo dva, eden je na tej strani, drug pa na tem. In ker je tako iztegnjen, naravnost, mu rečemo iztegnjeni kot. Okej. In tule imate definicijo tega. Se pravi, če poltraka ležita na isti premici, vendar na različnih straneh izhodišča, določata dva enaka iztegnjena kota. Okej. Dobro. Potem imamo pa druga možnost. Na primer, da imamo en krak takole in je tule vrh, drug krak pa leži direktno na tem kraku. Se pravi, da ga takole narišemo še. Pol imamo pa dve možnosti. Lahko pogledamo en kot, ki je tule med tema dvema krakoma, pa sploh nima prostora. Temu rečemo ničelni kot, ničelni. Lahko imamo pa popolnoma isto situacijo, ne. Recimo imamo krak, pa tule vrh, pa še en krak nad njim, ne. Ampak, ker je ta krak zaokrožil okoli in okoli, se pravi naredil polni kot, oziroma zapolnil cel ta prostor, mu pa rečemo polni kot. Se pravi, imamo dve vrsti kotov dobimo, če imamo dva kraka, ki ležita drug na drugem. In sicer eden je ničelni, drug je pa polni kot, ne. In tule imate definicijo, polni kot pa ničelni kot. Okej. No, potem imamo dva sosednja kota, se pravi, soseda poznate, to je tisti, ko ima zemljišče tik ob vas, in tako je tudi pri sosednjih kotih. Imamo dva kota, ki imata en krak skupen, a ne. Ni treba, da zdaj merita ne vem kaj skupaj, se pravi, če se držita skupaj, sta sosednja kota, a ne, takole, to bi bilo, ne. Okej. Zdaj pa sosednja kota, katerih kraka ležita na isti premici, sta sokota. To bi pa takole izgledalo, ne. Dva kraka imata na isti premici, enega pa takole ven, ne. Se pravi, tu je en kot in tu je drug kot, ta sta pa sokota. Okej. Sovršna kota ležita pa takole, ne. Imamo dve premici, ki se sekata v eni točki. V tejle točki. In zdaj dobimo tukaj štiri kote. Kaj sta zdaj sovršna kota? Sovršna sta tista dva, ki sta enaka. Se pravi, tale pa tale sta sovršna kota. In pa sta sovršna tudi tale in tale, ne. Ta dva kota sta čisto mimogrede enako velika. Pa poglejmo, kaj sledi naprej. Kot ste opazili, nisem še nič rekla, ja, ta kot je velik toliko, je velik toliko, je velik toliko. Kako v bistvu merimo kote, ne? Ja. Merimo kote v bistvu, če imamo en krak pa drug krak, moramo tole nekako izmeriti. In ne moramo kar tule ravno črto izmeriti, ker ne vemo, katero točko bi tu izbrali pa katero tu. Zato je zelo pomembna tale točka, vrh, tule in tale krak.
Ta krak je ena osnova za merjenje, tule je točka, in potem s kotomerom izmerimo tale del. Zdaj, osnova za merjenje je tako, vzamemo polni kot in rečemo, da je ena kotna stopinja, ena stopinja je kar, ne tisto 1 stopinja Celzija, ampak samo 1 stopinja, to je v bistvu 1/360 polnega kota. Se pravi, polni kot meri 360 stopinj, en mali delček, se pravi 1/360 je pa potem ena kotna stopinja. Pol pa ne boste verjeli, eni rabijo še manjše enote kot kotno stopinjo, ne. To sta pa kotna minuta in kotna sekunda. Že imena teh minut pa sekund povedo, da se pretvarja podobno isto v bistvu kot čas. Tako da 1 stopinja je 60 minut. 1 minuta je pa 60 sekund, ne. Se pravi, stopinja pa ura sta si nekako tak par, ki ga lahko upoštevate v pretvarjanju. Zato, ker vem, da čas veliko pretvarjate, ne. Kotne stopinje, minute pa to pa malo manj, pa vam bo tako mogoče malo lažje. Se pravi, merjenje kotov v bistvu ni nič kaj ekstra zahtevno. Lahko vam pokažem tole, temu se reče kotomer, a ne. In vedno moramo paziti, da je tale točka tukaj na vrhu kota, se pravi tale del. Vi imate geotrikotnike, jaz tukaj na žalost nimam v programu geotrikotnika, pa mi je veliko ljubši. Zdaj pa pogledate tukaj, a ne, imate pa 2 skale. Če gre kot v to smer, se pravi, da date pikico in merite v to smer, greste po zunanji skali, ne, imate 1, 2, 3, 4, 10 stopinj, 20, 30 in tako naprej. Če bi pa slučajno bil krak v tej strani, greste pa po tej strani, ne, po tej merite 10, 20, 30 v to smer, ne. Pač odvisno od smeri, tako potem vzamete. Zapleteno? Ja, no, kaj pa vem. Mislim, da ne. Zdaj pa koliko merijo različni znani koti. Polni kot smo že rekli, ker je neka osnova, da smo dobili sploh stopinjo, ne, meri 360 stopinj. Iztegnjeni kot. Iztegnjeni kot je takle, a ne. In zdaj, če bi pogledali, tukajle bi bil, tule bi bila ravna črta in potem bi zmerili navzgor 10, 20, 30, 40, 50, 70, 170 in tule, ne, na koncu bi bilo 180. Se pravi, iztegnjeni kot meri 180 stopinj. Potem imamo pa izbočeni pa udrti kot. Mogoče tega nismo toliko poudarjali. Izbočeni kot meri manj kot 180 stopinj, udrti kot pa več kot 180 stopinj. Udrti pa izbočeni kot v bistvu nastaneta v enem takem paru, bi rekel, ne. Če imamo takle kot, imamo 2 kota. Eden je tule, drug je pa tule. Tale, ki je manjši od 180 stopinj, je izbočeni, tale, ki je pa večji od 180 stopinj, je pa udrti. Če sta pa si enaka, potem dobimo pa tako 2 iztegnjena kota, je pa 180 stopinj, a ne. Okej, pri sovršnih kotih ne vemo, koliko merita, pač sta si enaka. Sokota skupaj morata pa meriti 180 stopinj. Potem pravi kot je 90 stopinj. Pravi kot označimo v geometriji takole. Ostri kot je manj kot 90 stopinj, topi kot je pa več kot 90 stopinj. Potem sta še pa 2, in sicer komplementarna kota, sta kota, ki skupaj merita 90 stopinj. To bi izgledalo takole, ne. Imamo 90 stopinj, pa še en krak vlečemo tule noter, ne. Prvi kot je tole in drugi kot je tole. Komplementarna sta. Potem pa imamo suplementarna kota, sta kota, ki skupaj merita 180 stopinj. Suplementarna kota je v bistvu eno drugo ime kot za sokota skupaj, ne. S tem, da stokota sta tudi na sliki skupaj. Tako. To je zdaj pri geometriji v bistvu zelo veliko tudi neke teorije, zato si pač tole napišite,
zdaj v zvezek in morate pač prepoznati polni kot, iztegnjeni kot, izbočeni kot, vdrti in tako naprej. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!